V kulturnem centru Tobačna 001 odpirajo vrata prenovljenega tobačnega muzeja, ki skozi široko zbirko predmetov ponuja osvežen pogled v bogato industrijsko dediščino. Ne vem, koliko podjetij ima muzej prav na mestu, kjer je stala tobačna tovarna. Desetletja, to je bilo eno največjih podjetij v tem prostoru. Te tobačni izdelki sami v bistvu govorijo o naši zgodovini. Tukaj so različni napisi, različni moti, ki so v bistvu nekako zaznamovali naš čas 19., 20. in tudi zdaj 21. stoletja. Se pravi, tobak ni bila samo zgodba o tem, da se kadi in da je to nek moment človeškega delovanja, ampak gre tudi za neke druge aspekte, ki so pač s tem povezani, in v bistvu je ta razstava hotela povedati prav to. Sam koncept tobačnega muzeja smo zasnovali tako, da smo nekako dvosmerno peljali zgodbo na eni strani nekega čist kronološkega pregleda razvoja te tovarne. 140 let res ni malo za industrijske objekte pri nas. Drugi del te razstave pa prikazuje nek materialni del določenega načina življenja, povezanega z izdelki tobačne tovarne. Tukaj smo poudarek pri izboru gradiva dali predvsem na tiste predmete, ki jih lahko povezujemo bodisi z nekim umetno obrtnim pristopom k izdelavi predmetov vsakdanje rabe, v tem primeru pač cigaretnic, kadilskih pip, ustnikov. Tobačna Ljubljana je bila ustanovljena 19. januarja 1871. Ob letošnji 140. obletnici delovanja pa so se odločili prenoviti tobačni muzej, ki se po 20 letih od svoje ustanovitve seli v prostore kulturnega centra Tobačna 001. 140-letnica je za nas seveda zelo posebna priložnost in smo ponosni, da imamo 140-letno zgodovino. Jaz verjamem, da ni prav veliko podjetij v Sloveniji, ki se lahko ponaša s tako lepo številko. Tobačna Ljubljana je nastala kot izjemno ambiciozen projekt avstrijske monopolne uprave. V resnici je v začetku 20. stoletja imela preko 2400 zaposlenih ljudi, kar je bilo okoli 8% ljubljanskega prebivalstva. To je približno tako, kot da bi danes nekje na obrobju Ljubljane stal industrijski kompleks z približno 25.000 zaposlenimi ljudmi. Danes je seveda Tobačna moderno trgovsko podjetje, ki je še vedno zelo živo. S svojima hčerinskima podjetjama zaposlujemo ali pa dajemo kruh več kot 400 ljudem in seveda njihovim družinam. Ta prostor in ta lokacija je primerna tudi zaradi tega, ker gre za revitalizacijo, za umeščanje kulture kot prvega objekta v tem kompleksu, ki je na novo nastal, ki je bil na novo revitaliziran. Objekt je bil zgrajen leta 1885 z namenom, da se zagotovi za delavce tobačne kopalnice. Spodaj v pritličju so bile nameščeni kadi in tuši. No, kasneje potem v drugi polovici stoletja, v 70. letih, ko so bili delavci večinoma že sami preskrbljeni doma z takšnimi napravami, kot so v Ljubljani temu rekli, je bila kopalnica opuščena in je bila tukaj vzpostavljena tovarniška menza. Stopnice recimo so narejene iz kamna, iz nekih drugih stopnic, iz nekega drugega objekta. Zunaj na zadnjem dvorišču so postavljeni litoželezni stebri iz skladišč Tobačne tovarne Ljubljana, ki so zelo znameniti zaradi svoje oblike. In še nekaj drugih elementov je tako ugrajenih v ta objekt, ki se jih da poiskati. Ravno tako ploščak pred objektom je prav tako iz kamna, ki je prinešen iz drugih stavb kompleksa.